Milost vam in mir od Boga Očeta našega in od Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Poslušajmo Božje besede, izbrane za današnjo pridigo, ki so zapisane v knjigi preroka Jeremije v 20. poglavju od 7. do 13. vrstice sledeče. Zapeljal si me, Gospod, in dal sem se zapeljati. Premočan si bil zame in si zmagal. Ves dan sem v posmeh, vsi se norčujejo iz mene. Kadarkoli govorim, moram vpiti, nasilje in zatiranje moram klicati. Zares, Gospodova beseda mi je ves dan v sramotenje in za smeh. Če rečem, ne bom ga več omenjal, ne več govoril v njegovem imenu, je v mojem srcu, kakor goreč ogenj, zaprt v mojih kosteh. Trudim se, da bi ga ugasil, pa ne morem. Že slišim šušljanje mnogih, groza vse povsod. Naznanite ga, naznanimo ga. Vsi moji zaupni prijatelji preže, da se spotaknem. Morda se bo dal zapeljati, pa ga bomo premagali in se maščevali nad njim. A Gospod je z menoj, kakor strahovit junak. Zato se bodo moji preganjalci upotekli in ne bodo zmagali. Zelo bodo sramočeni, ker se jim ne bo posrečilo. Sramota bo večna, nepozabna. Gospod nad vojskami, ki preizkušaš pravičnega, ki vidiš obisti in srce, naj vidim tvoje maščevanje nad njimi, saj sem tebi zaupal svojo pravdo. Pojte Gospodu, slavite Gospoda, ker rešuje življenje ubogega iz rok hudodelcev. Amen. Drage sestre in bratje v Jezusu Kristusu, lepo pozdravljeni, ko smo slišali na 5. postni nedelji. Moje ime je Primož. Vse, kar sem imel pripravljeno za predstavitev, je Katja že povedala, tako da bom ta del preskočil. Edino, kar bom povedal, se pravi, z mano je torej moja žena Aleksandra in hčerka Pavlina. In naj dodam, da vas pozdravlja tudi naš inšpektor Franc Vitez in pa tudi naši verniki. Danes bomo skupaj razmišljali o nečem, kar je verjetno skupno mnogim izmed nas. In sicer govorili bomo o izgorelosti, o tihi utrujenosti, ki se nabira v našem srcu in v naši duši. Pa ne le tisti telesni utrujenosti, temveč tistem občutku, ko ne zmoremo več, ko se zdi, da ni več nobenega smisla. In takrat nas sreča dobri pastir, kot prej omenjeno, tudi naša cerkev nosi isto ime, in nas vabi, pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obremenjeni, in jaz vam dal počitek. Sedaj izgorelost je sodoben izraz, čeprav ga prej niso poimenovali, pa v Svetem pismu lahko najdemo ljudi, torej, ki jih opisuje Sveto pismo z temi znaki utrujenosti in izčrpanosti. Torej, lahko je šlo tako daleč, da niso bili zmožni za delo. No, danes, če si mislimo, kdo je tisti, ki bi lahko izgorel, ponavadi mislimo na vodstvene delavce v podjetjih, pa vendar niso oni, povemo, glavna skupina. Največkrat so to tisti ljudje, ki se ukvarjajo z ljudmi, in sicer v tistih poklicih, ki torej delajo v zdravstvu, socialnem delu, izobraževanju in tako naprej. Taki ljudje, ki se torej delajo v teh poklicih, so za svoje delo zelo motivirani, ampak pogosto nimajo občutka, da bi lahko s svojim delom karkoli spremenili. Veliko delajo, a dobijo zelo malo priznanja za svoje delo. In ne samo to, da ne dobijo priznanja, soočeni so tudi s kritikami. In tako se je zgodilo tudi preroku Jeremiji. Kot smo slišali njegove besede,
Ljudje ga niso poslušali, bil je izčrpan in bil je obupan. Na koncu je celo izgorel in postal jezen ne samo na ljudi, temveč tudi na Boga. Čutil je, da ga je Bog pustil na cedilu. Njegovi prijatelji, kot smo slišali, so se obrnili proti njemu. In tudi nam se to dogaja. Naši prijatelji se lahko obrnejo proti nam. V službi se lahko odnosi ohladijo, a najhujše pa je, ko se to zgodi v lastnih družinah. Takrat, ko se v družini prepiramo, nas to velikokrat pripelje tudi na rob obupa. Torej, svet se zdi, kot se je obrnil proti nam. In to grenko izkušnjo je imel prerok Jeremija. Počutil se je neuspešnega, nemočnega in obupanega. Kljub vsem svojim prizadevanjem ga ljudje niso slišali, so ostali ravnodušni ali so se iz njega posmehovali. Govoril je goreče pridige, ampak pridige niso dosegle želenega učinka. In če se vprašamo, zakaj, Bog nas nagovarja z ljubeznijo. In ljubezni ne moremo vsiliti drugim ali ljubezni ukazati. Torej, drugemu ne moremo ukazati, ljubi me, imej me rad. Imamo svojo svobodno voljo in vsakdo se odloča, kako bo živel. Torej, nekateri se odločite, da boste živeli z Bogom, drugi pa, da se bodo živeli brez Boga. Danes se pogosto srečujemo z oblikovanjem vere po meri. Pomeni, da vzamemo nekaj krščanstva, nekaj psiholoških naukov, vzhodnjaških religij oziroma to, kar mi ustreza, in ustvarim svojo vero. In velikokrat slišimo besede tako na ulici: Bog, nič nimam proti tebi, ampak nisem veren. Ampak če te bom potreboval, se bom pa že oglasil. In to je vera brez osebnega odnosa z Bogom. A ko nekdo pove, brez osebnega odnosa z Jezusom Kristusom ni rešitve. Kdor ne prizna svojih grehov in ne sprejme Kristusovega odrešenja, ostane ločen od Boga. Ob teh besedah nastane težava, kajti takrat nam ljudje povejo: vi ste tako verski fanatiki. Ampak resnica je nespremenjena. Kdor veruje v Jezusa Kristusa, ima pot v večno življenje. Torej, druge poti k Bogu ni. In zopet, če gremo nazaj k Jeremiji, če bi on morda danes pridigal, vprašanje, kako bi bila sprejeta ta njegova pridiga. Morda bi bil namesto pohval deležen ostrih odzivov, kajti njegove besede, kot smo slišali, niso ugajale ljudem tistega časa. Jeremija je pridigal tudi te besede: saj je moje ljudstvo stvorilo dvojno hudobijo. Zapustili so mene, studene žive vode, in si izkopali kapnice, razpokane kapnice, ki ne držijo vode. Torej, govori o tem, da je izraelsko ljudstvo zapustilo Boga, ki jim daje pravo življenje, in so si sami ustvarili, povejmo, lažne vire varnosti, ki pa ne morejo potešiti njihove duhovne želje. In ko to poslušamo, oziroma kdo želi poslušati takšne besede, nihče izmed nas ne mara, da mu povejo: to in to delaš narobe. Se pravi, ko nam nekdo nastavi ogledalo, ponavadi rečemo: kaj pa ta govori? Pa, saj nisem tako slab. Torej, zakaj bi se spreminjal? In tako, takšni odzivi so torej bili velikokrat tudi na Jeremijeve pridige. Ne samo, da so bili ogorčeni, še obsojali so ga. Menili so, da njegove besede vnašajo strah in nelagodje. Kajti v tistem času zagotovo so obstajali tudi drugi, ki so govorili bolj prijetne stvari. Torej, med ljudmi so bolj priljubljeni tisti govorniki, ki med ljudi vnašajo veselje in optimizem. Ne bojte se, Bog je usmiljen, nikomur ne bo prizadel škode, vsi bomo šli v nebesa.
Sodba ali Božja kazen, to je nekaj za tisti čas pred nami. In tudi danes kristjani in pa duhovniki kdaj pa kdaj govorijo, oziroma nekateri govorijo tisto, kar drugi želijo slišati. Torej tisto, kar ne povzroča nelagodja med ljudmi. In potem je to samo po sebi izziv in se sprašujemo, ali je sporočilo Svetega pisma še relevantno za današnjega sodobnega človeka. Ali ga sodoben človek želi slišati, takrat, ko govorimo o grehu, odpuščanju in pa kesanju. Ali ne bi raje govorili nekaj, še enkrat, kar je za ljudi lepo in veselo. Torej, lahko bi rekli z besedami zelo kratkimi, vi želite, mi pridigamo. In ko Jeremijovi sodobniki ugotovijo, da ga ne morejo utišati, uporabijo ostrejše metode. Aretirajo ga, priklenejo verige, javno obrekujejo, zasmehujejo in ponižujejo. Zopet danes lahko te oblike javnega blatenja, torej ljudi se več ne vklene in se javno ne ponižuje iz oči v oči, temveč se to dogaja na družbenih omrežjih. Torej, tam se predvsem posamezniki znajdejo pod plazom negativnih kritik in izraz za to obstaja in sicer imenuje se shitstorm. Torej, sramotijo se ljudje z neprimernimi fotografijami, žaljivimi komentarji in ljudje torej prikazujejo v najslabši možni luči. Žal se v Sloveniji to dogaja vedno pogosteje, kot smo slišali, lahko zadnjič v oddaji Tarča. Žrtve so velikokrat tudi otroci in mladi, ki se zaradi takega zasmehovanja, poniževanja znajdejo v stiskah. Posledice so hude, od občutka manjvrednosti, izgube identitete, samospoštovanja in tako naprej. Zato je ta Jeremijeva zgodba aktualna tudi danes. Kajti, tudi kot je že Katja povedala s tem poskusom z jajcem, se pravi, boleče je, ko postaneš sam tarča takega nasilja, take gonje nad teboj. Namesto, da te svet razume, te dejansko zavrača. Zato Jeremija je v tem, kar je delal, je stal odločno, čeprav je vedel, da bi ljudje raje slišali kaj drugega. Seveda, rekel sem, da je stal odločno, ampak hkrati je v sebi čutil jezo in bil je izčrpan. Torej, lahko bi rekli, da trpi za izgorelostjo. Bil je na dnu. Kot omenjeno na začetku, Bogu očita in se jezi na njega. Ti si me prepričal, da bom jaz tvoj prerok in jaz neumnež, seveda sem ti verjel, nasedel. In počuti se prevaranega, kajti kot da bi delal nekaj, kar si sploh ne želi. In zato najraje, da pusti vse in gre. Bog pa njegove odpovedi ne sprejme. Jeremija, ti boš prerok za vse življenje in pred tem Jeremija torej ne more pobegniti. To je kot ujetništvo, kot je povedal teolog Dietrich Bonhoeffer. Človeku so čez glavo vrgli laso in ne more se več osvoboditi. Bolj kot se opira, bolj ga laso stiska. Ostaja ujetnik in mora slediti poti, ki mu je določena. Tako je torej s človekom, ki ga Bog ne izpusti, in človek, ki ne izpusti Boga. Jeremija to občuti. Želi se upreti, govori, da ne bo več govoril v Gospodovem imenu, ne bo več mislil nanj, a ne gre. Beseda v njem, Božja beseda v njem gori kot ogenj, lahko bi rekli zaklenjen v kosteh. Hočejo zadržati zase, vendar ne zdrži, skoraj bi ga raztrgalo. Božja beseda je močnejša od njega. Ko nas Bog svojo ljubeznijo objame, v nas prižge plamen svojega duha
In ta ogenj nas ne uniči, temveč nam daje novo moč. Lahko rečemo, da smo kot bakle upanja in veselja. In tega ne govorim samo jaz, verjamem, da imate podobne izkušnje tudi sami. Pri pogovoru seveda ljudje velikokrat povedo, seveda sem se znašel v hudi bolezni, stiski, a vseeno se obračam k Bogu. Kak mlad najstnik bi morda povedal, sošolci se seveda posmehujejo iz mene, ampak jaz verjamem, da je to resnica in tako naprej. Ljudje, ki so na robu obupa, lahko torej odnehajo ali pa se oprimejo vsaj tistega majhnega plamenčka, ki je v njihovih srcih. In če se oprimejo tega plamenčka, potem bo to zopet nastal ogenj, ki bo oblikoval njihovo vero. Sedaj primer z jeklom. Jeklo je kot surov kos kovine vreden samo nekaj evrov. Če iz njega naredijo šivalne igle, je vreden nekaj 100 evrov. Če je jeklo rezilo za nož, 1000 evrov, če pa urne zmeti, pa 100 000 evrov. In kaj je razlog, da cena jeklu raste? Ogenj. Torej jeklo mora iti skozi različne postopke toplotne obdelave, da dobi svojo trdnost, prožnost in elastičnost. In tako kot jeklo mora iti tudi naša vera skozi ogenj, da postane čista, trdna in preizkušena. Preizkušnje torej krepijo vero in ji dajo pravo vrednost. Sedaj lahko se te preizkušnje lotimo na različen način. Jaz bi omenil samo eno, in sicer zaradi Jeremije z molitvijo. Torej, Jeremija kriči iz svoje duše in na Boga se jezi, mu izliva svoje srce. Tudi mi, ko molimo, seveda Bogu lahko kričimo, točimo solze in tako naprej. Bog nas razume in je z nami. Ogenj v naših srcih ne bo ugasnil. Torej, Jeremija počasi začuti spremembo. Ko se pogovarja z Bogom, njegove rane počasi celijo in dojame, Bog je večji od mene, v rokah ima ves svet. In sredi obupa in bolečih izdaj sovražnikovih zvijač se torej pogled usmeri na Boga. Jeremija zato izpove: Gospod je z menoj kot silen junak. In to ne pravi samo enkrat, temveč ponavlja. Bog ni le junak, je velikan, je mogočen, je nepremagljiv. Seveda to ne pomeni, da bodo naše težave preprosto izginile. Naši sovražniki ne bodo postali jagnjeta. Ampak spremeni se nekaj drugega. Spremeni se Jeremijev pogled na svoje življenje. In iz tega novega pogleda potem verjame, da mu Bog pomagal. In verjame, da bo na koncu na strani zmagovalca. Dnevi so šteti. Prišel bo trenutek, ko se bo pokazala razlika med tistimi, ki so poslušali Boga, in tistimi, ki so Boga zavrnili. Na koncu bo zmagala Božja pravičnost. In tako kot Slovenci, Jeremija ne jamra več, ampak slavi Boga. Iz njegovih ust sedaj donijo besede: pojte Gospodu, slavite Gospoda, ki rešuje življenje ubožca iz rok hudobnežev. Najprej izgorel, sedaj pa vera v njem znova gori kot neuglasljiv plamen. Zato vsi, ki ste ali smo sredi preizkušenj, ki smo sredi ognjenih stisk, skupaj z Jeremijom izpovejmo besede: Gospod je z menoj kot silen junak. Amen. Molimo.
Gospod, ti si naša moč in opora, tudi ko se počutimo utrujene in nerazumljene. Včasih nas svet preganja zaradi tvoje besede, a vemo, da si ti z nami. Ti vidiš naše srce, slišiš naše klice in poznaš našo bolečino. Zato ti zaupamo in slavimo tvoje ime, kajti ti rešuješ pravične in daješ moč utrujenim. Naj ostanemo zvesti tebi, Gospod, in naj nas tvoja ljubezen vedno vodi. Amen. In mir Božji, ki presega ves razum človeški, ta naj obvaruje naša srca in naše misli. Po Jezusu Kristusu, našem Gospodu in odrešitelju. Amen.